Morje ima 19 stopinj in te dni v njem začofotajo le najbolj pogumni. Je pa zato čofotanje v bazenu na urniku vsak dan. Se tudi igramo v bazenih, skačemo na glavco. Najbolj zoprno pa, moramo izdihavati v vodo, ki me pol nos peče. Nadvse resen pa je 5. dan šole v naravi, ko učenci svoje sposobnosti preverijo še v borbi za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina. Jaz se bi potegoval kot za bronastega delfina, zato ker si plavalec. Želim si zlatega delfina, pa za njega moraš zelo dobro plavati pa skakati na glavco. Tudi druge šolske obveznosti, kot so spoznavanje narave, novih športov in slikanje, so veliko bolj zabavne kot v učilnici. So tudi valovi, zato sem užival, zdaj sem pa malo moker. A to ne pomeni, da ni nobenih obveznosti. Mladi morajo sami poskrbeti, da so brisače in kopalke suhe, da so sobe pospravljene in postelje postlane. Pridejo nenapovedano pregledati sobe in nam pol učenijo. Ni čudno, da večina družine, ki je ne vidi 5 dni, sploh ne pogreša. Kakšen SMS pa je. Še najboljše pa je, ker si lahko prostočasne dejavnosti izbereš sam. Fantom so najbolj všeč igre z žogo, punce pa najbolj uživajo tik pred spanjem. Beremo knjige, se pogovarjamo, pletemo zapestnice, pa verižice, pa obeske. Včasih pa se zgodi tudi kakšen poseben večer, ko je treba upihniti svečke. In mogoče si kdo celo zaželi, da bi se šola v naravi podaljšala za kakšen dan.